Živijo, sem Jan in tole je moj zaključni projekt. Robotska kosilnica, ki sem jo izdelal doma od začetka do konca. Ni bil samo šolski projekt, ampak nekaj, v kar sem vložil ogromno časa, znanja in truda. Čeprav je bil proces včasih kar naporen, sem se iz vsakega koraka nekaj novega naučil. In prav to šteje največ. Moja ideja je bila narediti kosilnico, ki bi lahko kosila tudi po brežinah z večjim naklonom. Poleg tega sem želel, da jo lahko uporablja vsak, tudi tisti, ki morda ne morejo zlahka hoditi po takem terenu. Zato sem jo opremil z gosilnicami za dober oprijem in daljinskim upravljalnikom, da je upravljanje preprosto in predvsem varno. Začel sem z načrtovanjem v 3D programu, da sem si lahko predstavljal, kako bodo deli med seboj povezani. Uporabil sem 3D tiskalnik za izdelavo zobnikov, laserski izrez za kovinske plošče in klasično varenje za konstrukcijo. Veliko delov sem moral obdelati ročno, brez dragih strojev, kar je pomenilo veliko prilagajanja sproti in tudi nekaj improvizacije. Ravno zaradi tega sem še bolj ponosen na končni rezultat. Največ težav mi je povzročala predelava avtomobilske gume za pogonski sistem. Material je trd, notri so žice, ki hitro uničijo orodje, pa še ure in ure sem rezal in prilagajal. Poškodbe in utrujenost so bile del procesa, ampak nisem odnehal. V notranjosti se skriva precej zahtevna elektronika. 2 ESC-ja za motorja, linearni aktuator, ki dviguje in spušča rezilo, zmogljiv servomotor in RC sistem FlySky. Celotna naprava je brezžična in jo lahko upravljam na daljavo, kar je ključno, ko delaš na strmih in nevarnih terenih. Skupaj me je projekt stal približno 820 evrov. Največji del stroška sta bila akumulator in motorni krmilnik, kar je razumljivo, saj gre za ključne komponente. Če pa pogledam, koliko sem se naučil in kakšen izdelek sem dobil, je bila ta investicija popolnoma vredna. Za primerjavo, če bi želel kupiti podobno kosilnico na trgu, bi moral odšteti med 1500 in 3500 evrov. To so cene za osnovne modele brez naprednih funkcij. Moj projekt pa je bil narejen za precej manj denarja, pa še veliko sem se naučil vmes. Kosilnica je zasnovana tako, da jo lahko nadgrajujem. Dodajam GPS modul, vodoodporno ohišje, zbiralnik za travo ali pametno upravljanje. Velik del materiala sem recikliral ali ponovno uporabil, kar mi je pomembno, ker mi ni vseeno, koliko odpadka ustvarim. Tudi vzdrževanje je preprosto, ker so vsi deli zamenljivi. Kosilnica na terenu deluje med 30 minutami in 1 uro, odvisno od obremenitve. To je povsem dovolj za manjše površine ali zahtevne dele, kjer navadne kosilnice odpovejo. In ko po vseh teh mesecih prvič vidiš, kako stvar, ki si jo sam sestavil, deluje točno tako, kot si zamislil, je to občutek, zaradi katerega pozabiš na ves vložen trud. Takrat veš, da je bilo vse vredno.